Res čudna. No, midva sva David in Urša. tako. Kje je moja mama? Kje si tvoja mama? In danes vam bova predstavlja umetnino z naslovom Ladja. Čolnič. Torej, tole nenavadno ladico je naredila Elsa Oeten-Kazimir in David me opomnil, da moram nujno povedati letnico, kdaj je bila narejena. Boš ti povedal letnico, David? Ime te umetnine je čoln. Tako, in katerega leta je bila narejena ta umetnina? Leta 1922. Točno To je tako. bilo zelo daleč nazaj. Res je, koliko let nazaj je to? Če smo leta zdaj 2021. Malo manj kot 99 let. Tako, torej skoraj 100 let bo stara Samo še eno leto. umetnina. No, Samo še eno leto. samo še eno leto. No, zdaj bom pa tudi jaz še nekaj o tej umetnini povedala, potem bom jo pa še David opisal. Umetnino je naredila Elsa Oeten-Kazimir in njena življenjska zgodba je bila zelo, zelo zanimiva, ker se je zaljubila v umetnika Jana Oetena. On je prihajal od daleč iz Nemčije, iz severa, ona pa je bila rojena tukaj pri nas v Sloveniji na Ptuju. In v nekem trenutku v življenju sta se našla in skupaj sta živela v enem oddaljenem kotičku Slovenije, ne vem, če ga poznate, imenuje se Haloze. In sicer sta živela v eni mali vasici, ki se imenuje Vareja. Tukaj vidimo, da piše tukaj Vareja na tem čolničku, tukaj je napisala, to je bil njen dom. David, ti si pa prej še en drug napis opazil na tele ladici, nam boš pokazal, kje si ga opazil? Forijo. Forijo. No, tale... Pa še Mix. Aha, nekaj podobnega. No, bomo najprej to pogledali. Forijo pa je bilo mesto v Italiji, kjer sta se umetnika Elsa in Jan srečala. No, na drugi strani pa imamo napisano sicer MCMX. To pa je taka, mogoče kar z te strani še posnamemo, to pa je taka nenavadna beseda, ki pa ni beseda. In sicer so to rimske številke. Torej, kdaj je bila tale ladica narejena. No, ampak kaj pa se dogaja na tej ladici, David, boš opisal, kaj vidiš na tej ladici? Umetnika skupaj sedita na ladici, spredaj pa sta dva enlička, zadaj pa neka čudna glava. Neka čudna glava, no? Torej, takoj si ugotovil, da sta to najverjetneje, torej tale zaljubljena umetnika Elsa in Jan, ne? Zgleda tako, da bi stol noter vgradila, pa bi bila ladica malo odrezana. Aha, torej res zgleda, ne? Morda pa imata v rokah, čim ponavadi čolnič poganjamo? Vesla. Z vesli. Samo tu zgleda, ker imata še od zadaj, ene nogice, tu zadaj, ne. Ni, ne? Ja, mislim, da je mogoče to en kos vesel. Kaj se pa še tukaj vidi ob robu ladice, David? Voda. Voda, ne? Torej vidi se, kako plujeta po vodi in celo malo je, vidimo, če dobro pogledamo, malo je modro obarvala. Točno, tele tu valove. vse modro je obarvala, tu zgoraj pa ne vem zakaj, Ja. Ampak najbolj čudno pa mi se zdi tako, da ta ladica zgleda, kot da je taka bolj, kot da že zelo dosti časa stoji taka. Kot da bi zelo dosti časa že stala nekje, pa bi zarjavela pa tako. Aha, torej vidimo, da je umetnica, to, kar nam je David zdaj povedal, vidimo torej, da je tale umetnica ladico patinirala, to rečemo.
Torej pomeni, da je v bistvu je pobarvala na takšen način, da izgleda, kot da je majčkeno postarana. No, tukaj pa na začetku, kako bi pa opisal tole figurico tukaj na začetku, David? Angelček. Angelček je, ampak to ni navaden angelček. Torej, umetnika Elsa in Jan sta zaljubljena. Torej, tale angelček ni angelc, ampak je rimski bog ljubezni, ime mu je Amor. In to je bil majhen bog ljubezni, ki je s puščicami streljal ljudi v srce, ampak tisti, ki ga je zadev, ni umrl, ampak se je zaljubil. In na drugi strani ladjice pa vidimo, kakšen bi bil pa ta obraz, kar dobro poglejva. David, kaj pa tukaj vidiš, kakšen je pa tale... Ta glava se mi pa zdi, kot da bi bila od nekega človeka. Kot človeka, ampak če dobro pogledaš, kaj pa ima na vrhu glave? Lasje. Ima samo lasje? Nekaj nenavadnega, ima na vrhu Kače? glave rožičke ima. Torej nas malo spominja na hudička, ja. Vidimo, da je hudiček, ja, in torej ena taka nenavadna ladjica zaljubljencev. Zdaj smo spet v naši pedagoški delavnici. Skupaj smo si pogledali Čolnič, avtorice Else Oelten-Casimir. No, mi bomo pa danes Čolnič naredili tudi na malčkeno drugačen način. Mislim, da vsi poznate ladjice iz papirja, večino mislim, da jih že znate narediti. Tako da nam bo to pokazal David, kako se naredijo. Mi smo pa tele ladjice malčkeno na drugačen način opremili. Torej, to je ena taka flota ladjic, torej veliko ladjevje, ki vsak od teh ladjic nosi podobo ene izmed umetnin, ki se trenutno nahajajo na naši razstavi. Tako da tukaj imamo deklico s pomarančo, pa orientalca Ivana Kobilca in še mnoge druge. In tudi vi doma si torej lahko naredite takšne ladjice in si v tele ladjice zataknete podobo kakšne osebe, ki jo imate radi, ali kakšne druge sličice, česarkoli, kar vam je všeč. Belega papirja, iz katere koli. Najprej vzamete papir, javnega rumenega, potem ga priložite takole.